Ukvarjate se s pametnimi inštalacijami, če jaz upam, da sem prav povedala. Pa me zanima, če bi midva lahko videla kakšen projekt, da nama pokažete, kako to dejansko izgleda. Ja, tako, naše podjetje se ukvarja z kar nekaj področji na področju elektrotehnike in sicer z električnimi meritvami, izdelovanjem razdelilcev, električnimi meritvami, pametnimi inštalacijami, računalniškimi inštalacijami in tako naprej. Jaz sem v bistvu zadolžen za področja pametnih inštalacij, električnih meritev in potem kasneje, da se pametne inštalacije nadgradijo z centralnim nadzornim sistemom. Zdaj pa jaz lahko pokažem en projekt, kako izgleda pametne inštalacije. In sicer vsak projekt se začne z projektno nalogo. Projektna naloga izgleda tako, da v bistvu imamo sestanek z stranko in stranka pove, kakšne funkcije si želi imeti vgrajene v njegovem objektu. Te funkcije so od stranke različne. Naša naloga pa je, da izberemo pravilne elemente, da uresničimo želje stranke. Ko je projektna naloga narejena, se sledijo načrti, se pravi faza projektiranja. Običajno je to tako, da dobimo tloris od stranke. To je recimo primer tlorisa. Tukaj vidimo eno trgovino, ki ima vgrajeno pametno inštalacijo. Želja stranke je, glede na to, da je to trgovina za hi-fi in audio video opremo, da tukaj v sredinski sobi, da je projektor, ki se spusti iz stropa. Na steni nasproti projektorja je tako projekcijsko platno, ki se dvigne in spusti, kot televizija, ki se ob določenih pogojih zapelje ven iz stene oziroma se umakne v steno. Pa bi rekli, da te pametne inštalacije, to vse z enim gumbom se potem uravnava, ne? Ali kako ravno zato so pametne inštalacije, če lahko še to malo razložimo, kaj pametne inštalacije pravzaprav so. No, pametna inštalacija je v bistvu koncept inštalacije, da več sistemov, ki so prej delovali ločeno, zdaj deluje skupaj. To pomeni, da lahko iz različnih sistemov sestavimo en sam sistem. Recimo razsvetljava, protivlomni sistem, ogrevanje, ventilacija, prezračevanje. To so vsi sistemi, ki sicer delujejo ločeno, neodvisno drug od drugega. V pametni inštalaciji pa vsi te sistemi sodelujejo skupaj. Čeprav razumem vso zadevo, recimo, ko odprete okno, oziroma ko človek odpre okno, se ugasne radiator in spustijo rulete, ali kako, vse naenkrat. Če tako se sprogramira. Tako je, te funkcije so popolnoma prilagodljive z željam stranke, jasno, in če stranka tako želi, se to lahko tudi zgodi. Tako. Potem, kar se pa projekta tiče, vi dobite tloris neke stavbe ali pa v tem primeru trgovine in noter narišete, recimo sprojektirate, se verjetno lepše reče, kje bodo ostale te inštalacije, potem pa verjetno to izvede pa elektroinštalater, ne greste vi na teren in postavljate vtičnice in stikala na prava mesta. Tako je, jaz pripravim vso potrebno dokumentacijo in načrte za elektroinštalaterje. Jaz to dokumentacijo potem elektroinštalaterjem predam in oni te načrte v bistvu potem izvedejo na terenu. Kaj pa bilo recimo vam najbolj všeč, ko ste delali kot elektroinštalater? Da ste dobili takle načrt, ga znali prebrati in potem na koncu pogledali lučje, sveti? Ja, to je sigurno v tem poklicu največje zadovoljstvo, ko si zastaviš en cilj, se pravi, da je objekt recimo bolj zahteven, to je še posebej velik izziv, če je objekt bolj zahteven, ker je potem zadovoljstvo ob dokončanju in pri pravilnem delovanju tega objekta toliko večje.
Zdaj, glede na to, da se meni zdi, da imate pri vas v podjetju tudi te pametne inštalacije in da toliko že govorimo o tem, bi mene prav zanimalo, kako so te pametne inštalacije videti, pa me zanima, če bi nam lahko malo pokazali, da pogledamo te pametne inštalacije. Zanimivo se sliši. Bi šli lahko pogledati? Ja, seveda. Evo, spuščam ruleto. To gre vse tako samo na pritisk. Samo na pritisk. Dolg pritisk je pomik, kratek pritisk je stop. Naloga inštalaterja kot takega je, da pripelje zgolj 2 žici do stikala in ga zmontira, od tam pa potem prevzamem nalogo jaz, ko naložim program in ga usposobim za delovanje. In bistvo tega stikala oziroma tega sistema pametnega je ta, da ima v bistvu samo 2 žice, ker prej si mogel za vsako funkcijo, tukaj jih vidimo 3, imeti 2 žice, se pravi 6 žic, tukaj pa samo 4. Tako. Posebnost pametne inštalacije je, da vsa komunikacija, se pravi vsi ukazi, ki jih inštalacija potrebuje za svoje delovanje, dobi samo po 2 žicah. Ja, Erik, glede na to, da elektroinštalaterji in elektroinženirji počnejo take pametne stvari, bi v bistvu bilo kar fino biti elektroinštalater, ne? Na podlagi statističnih podatkov Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je bilo v obdobju od januarja do avgusta leta 2008 objavljenih 1236 prostih delovnih mest za poklic elektroinštalater. V enakem obdobju je bilo prijavljenih 119 brezposelnih inštalaterjev. Pripelji mi svetlobo bližje.